Smo pred osnovno šolo Ketija in Murna in vsi vemo, kaj se je zgodilo nazadnje, ko sem bil tukaj. Ne. Neke noge so. No, ampak danes nismo tukaj iz tega razloga, danes smo tukaj zato, ker tukaj na šoli tudi zelo pridno reciklirajo, delajo nekaj dobrega za naravo in za okolje, tako da baterije mečejo v pravi zabojnik. Gre se pogovoriti kar z parimi učenci, ki so zelo pridni in delajo zelo dobro za naravo. Gremo. Pa jaz ste se res zavzeli najbolj pridnih šol v Ljubljani, kar se tega tiče. Jaz sem moje učence zelo aktivirala, ker smo rekli, zemljo imamo eno, ne moramo iti drugam, čeprav so rekli, lahko gremo na Mars, ampak tam še ni. Ne? Ja, to super ste povedala. Bomo še z vami kaj rekli. Ej, pa ti, ki tam dviguješ roko, vem, že prej si dvignil roko, pridi. Vidim, da imaš baterijo s sabo. A večji nisi najdel doma ali? Ne, se imam tam še. Kako si se lotila baterij? Kot da sem skoraj celo hišo razmetala. Kaj je bil najbolj oddaljen konc? Šiška. Šiška. Opa, to je pa treba že na avtobus, prestopati vmes, a? Zakaj misliš, da je dobro, da se baterije mečejo v pravi zabojniki, ne kar med banane? Da obvarujemo okolje. Kje si ti vse najdla stare baterije? Pri nas doma cel blok nam pomaga. Cel blok. Kaj pa, kadar ne zbiraš baterije, tudi kaj delaš za naravo dobrega? Ne mečeš raven olupkov po tleh pa v to čokoladic, tega ne delam. Zdaj imaš v žepu, daj pokaži, da vidim, kako izgledajo te stare baterije. A si prepričan, da to ne dela več? Meni izgledajo še čisto dobre. Ne delajo. Super, jih boš pol vrgel v zabojnik in bojo lahko mogoče živeli naprej, a ne? Bravo, to, Daniel, čestitke. S kje vse si baterije prinesel? Iz Fužin in iz Slovenije. Iz Fužin in iz Slovenije? Ja. Bravo, dobro si to povedal, čestitke. Kul jutro in Klemen Bočan na Radiu Ekspres.